Ko naredimo animacijo iz slik v Movie Makerju, odpremo mapico z slikami, tukaj so zdaj vse slikce, ustvarimo eno mapo na temu nekaj disku, na D disku, nova mapa, jo poimenujemo DT8, 8A, Mojca, če pomenujem Mojce, in tukaj najprej izberem slikce, da tukaj recimo, mislim, da tukaj, in kopiram, desen klik, damo kopiraj in grem zdaj v to novo mapco, ki sem jo nastavil, to je tukaj, desen klik in prilepi. Ok, ogledamo se še te slike, tiste, ki niso ta prave, jih lahko tele izločimo, recimo te konji, mislim, da tukaj niso, jih izbrišemo, potem še kakšne, če so kakšne roke, izločimo. Ok, če smo zadovoljni z naborom slik, gremo naprej, to je zdaj prvi korak, da imamo slike v svoji mapi. Drugi korak je, da odpremo Movie Maker, desen klik, išči Movie Maker, to je ta program, v katerem bomo to razmontirali. In prvi korak je, da dodamo slike. Dodamo slike in gremo na našo mapo, kjer imamo te slike. Na D disku smo rekli v mapi DT8, tukaj in vse te pripravljene slike izberem, Ctrl A, vse označam in odprem. Ctrl tipka na tipkovnici, pa črka A na tipkovnici označim slike. Ali pa če bi pač vlekali, vse označimo, in odpremo. Slike se noter zmečajo, ampak vsaka traja načeloma po 7 sekund, če gremo z miško, se vidi, 7 sekund trajanje. Tako da zdaj gremo pa spet, kliknemo, vse označimo, se pravi Ctrl A, da se vse označi. Potem pa, tukaj da malo zmanjši, da se vse vidi. Dodaj, smo dodali slikce, zdaj pa kliknemo ne na eno, ampak Ctrl A vse označimo in gremo na urejanje in tukaj dodamo dolžino recimo 0,35, se pravi, ali pa 3,3, tretjino sekunde in damo potem Enter. Zdaj se bo te slike dosti hitreje premikale, takole in stvar zaživja. Zdaj pa, če bi želel, da kakšna stvar po malo dolg časa traja, recimo tukaj kot prijatelje, bi rada kaj povedala, izberem pa samo to slikco in ji dodam čas, recimo tle bo dala pa 5 sekund bo tale mirovala, pa naslednja slikca bo mirovala še 3 sekunde, Enter in pogledamo, kaj se odvija, kliknem sem spet, hitro se odvija, tukaj potem pa ta slika traja 5 sekund, oziroma 5 sekund, pa naslednja, 3 sekunde, pa še tale nekaj pove, pa spet naprej se začne odvijati hitrejše stvari. Lahko tudi kakšne stvari pač ponovimo, da jih pač kliknemo, te 3 rečemo poklikamo, pa damo desen klik, kopiraj, pa damo tle vmes, pa damo spet prilepi, pa se nam potem več kakšne stvari tudi ponovijo lahko, bomo pa daljši. To je to, ko je to dodam, to je prva stvar, zdaj urejene slik. To je z animacijo, smo zadovoljni, zdaj pa gremo na dodajanje zvoka, ker je to že čisto površeno, gremo pa na zvok, gremo na začetek in damo posnami glasovni posnetek in se začne predvajati, mi pa istočasno začnemo potem govoriti in se na zvok snemati. 1, 2, 3, 2, 2, 3, ko se tole dokonča, se zvok posname, damo vstavi in ga shranimo spet na isto mesto, kjer imamo mapco. DT8 v isto mapi imamo in slike in zvok. Zdaj tukaj ne pokažem nič drugega, ker tukaj so samo zvočni posnetki, pa dajmo ga poimenovati. Glas 1, prvi, da vemo, kjer je bil. To je to. In se nam avtomatsko tudi tukaj doda. Že sliši ta zvok, če smo zadovoljni. Če ne pa pač zbrišemo, klikneš na zvok, zbrisaš, še enkrat posnamaš ali pa dodaš tega, ki si ga posnel, se pravi dodaj glasbo
dodaš ta zvok, ki je, rekli smo, da ga imamo vse v isti mapci pod glas 1. To je to. Zdaj, če bi hodil kakšno glasbo dodati še pol, naknadno, treba nujno ta filmček najprej zaključiti, da se ta zvok gor postane, potem pa še enkrat ponoviti stvar. Tako da to je to. Zdaj nujno ne pozabiti shraniti tole, shrani projekt kot, spet v isto mapo na namizju. Moj film 1, 2, 3 rečemo, ne? Moj film 1, 2, 3, tlele noter, shranim in to je to. Ampak to je shranjen samo zapis, kako je tole stvari so postavljene in če ta dokument odpremo, lahko takoli urejamo, spreminjamo kakšne slike in tako naprej. Lahko tudi na začetku damo kakšen napis, tlele imate naslove, napis, naslov, zgodbe, to se malo tle pogrejte, lahko na sredini, velikost pa te stvari lahko spreminjate tle po želji, tako da tle se malo pogrejte, ne pa preveč, naslov zgodbe, na koncu lahko tudi greste naslov, napisi, tukaj sem to klikne pa so napisi, ustvarjalci, režiser igrajo, pa imaš pa tole. Če mi par možnosti, pišite kdo je zagledal. To je to. Testni. Ok, to je to. Igrali so testni igralci, tako naprej. Ok, zdaj pa ta stvar dokončana, shranjena je, zdaj moramo pa narediti film. Teka, to je pa zdaj najpomembnejša stvar, to rabimo, če hočemo dati to potem kam objaviti. In tukaj še le nastali film, spravo shrani film in za zaslon z visoko ločljivostjo. Tole damo isto mapo, film moj 1, 2, 3, končni, ok. In tole zdaj počakamo. In ko je film končan, takole si ga lahko pogledamo zdaj, kaj je nastalo z tegale. Tole. No, to je to. Zdaj pa, če bi mi želeli imeti neko glasbo, kar ponavadi hočemo, da bo potem tole shranjena zgodba in gremo na nov projekt in tukaj pa dodamo ta naš film, Tukaj gremo spet v naši mapi smo, ampak iščemo ta končni film, kaj je. To je to, da ga postavimo. Malo počakamo. Ta urca pomeni, da zdaj nalaga v program tale filmček. No, zdaj pa je zvok že gor posnet in tukaj se pa lahko potem doda nov zvok. Če imam predtem en zvok pač pripravljen nekje iz YouTubea ponovadi, tole Bulgarijo. In če hočemo, skopiramo tale naslov, YouTube, tipkamo v Google, tipkamo YouTube TMP3 in potem prilepimo ta naš naslov, želene glasbe, pretvori YouTube in imamo že prenos 3-minutni video posnetek oziroma glasbeni posnetek. Kliknemo tukaj, pokaže v mapi in spet skopiramo to glasbo in ne damo tamle imamo na namizju. Namizjo, mapce. Tukaj noter to mapce tudi prilepim še tole glasbo. Tako da imamo te mapce tudi glasbo. Ok, da se povrnemo, zdaj pa lahko dodam glasbo, dodaj glasbo. In tole Live Bulgarija. Zdaj imamo glasbo. Zdaj pa, če se preveč premočno sliši glasbo ali pa našega posnetka, to urejamo tako, da kliknemo na glasbeni posnetek, naprimer, da izberem glasbeni posnetek, potem pa tukaj izberemo glasnost glasbe, in avtomatsko tudi damo malo v nebo tiše. Hočemo pa naš posnetek dati, imamo na glas, video posnetek, kliknemo pa na video posnetek dvakrat, se nam spet to pojavi, pa rečemo, da naš posnetek se pa slabo sliši, bo pa še bolj na glas. In
lahko pač uravnamo še glas. Ne? Če pa želimo kakšen glas spremeniti, pa tle nekje prekiniti, gremo pa kliknemo spet na glasbo, se pripelemo do enega dela, desen klik in rečemo tukaj najprej razdeli na dva koščka, pa rečemo, da ta uvodni del nočem, pa hoče se tle začne, tako da tukaj potem glasbo premikam ali pa jo po želji režem. Ampak moram najprej izbrati glasbo zmerno, se pravi, lahko tle glasbo ali pa posnetek, tukaj se najprej izbere, če govorim o glasbi, grem pri glasbi na en delček, desen klik, razdeli, spet grem še naprej do tukaj nekje, razdeli, kliknem, desen klik briši ali pa odstrani, ali pa samo premakni, pa lahko nekšno vmes prazni prostor. To je to. Ko sem zadovoljen s posnetkom, spet tako kot prej, to shranim, pod moj film 1, 2, 3 bo, ena pa druga varianta in seveda potem tudi shrani visoka ločljivost, končni film B, recimo da to B, še z glasbo, to je to.